V sredo 26. aprila 2023 je odšla v večnost naša draga Mici Malavašič Kasužo. Rojena je bila 12. marca 1938 v vasi Butajnova v župniji Šentjošt nad Horjulom. Kot majhna deklica je občutila strahote vojne in zaradi nje je maja 1945 z očetom in mamo zapustila rodni kraj skupaj z domobranci in civilisti. Preko Ljubelja so se najprej nastanili v taborišču v Vetrinju blizu Celovca. Od tam so bili kasneje napoteni v taborišče Judenburg. Leta 1948 so se z ladjo odpeljali proti Argentini, kamor so prispeli 11. decembra istega leta. Začelo se je življenje v novih krajih, kjer je bilo treba poskrbeti za preživetje, sprejeti nove navade in novo kulturno okolje. Mici se je poročila in ustvarila družino. Z možem sta skrbela, da so njuni 3 otroci, Peter, Pavel in Marija, obiskovali slovensko šolo. V duhu ljubezni do slovenskega jezika in kulture so vzgojeni tudi njuni vnuki. Mici se je aktivno vključila v delo slovenske skupnosti v Buenos Airesu, predvsem v našem domu San Justo. Bila je izrednega pomena za vso našo sanhuško družino, saj je bila botrica našega doma, 5 let predsednica Zveze slovenskih mater in žena, 10 let predsednica našega doma San Justo in predsednica Društva slovenskih upokojencev. Dolga leta pa je tudi sodelovala na radiu Slovenski kotiček. Toliko let na odgovornih mestih priča o njenih talentih. Zaznamovala jo je odločnost, odgovornost, razumevanje, solidarnost in še marsikaj. Koliko dela, truda in ur je posvetila naši slovenski skupnosti. Draga Mici, pogrešali te bomo. Ostal nam bo večni tvoj spomin. Bila si nam zgled vztrajnosti, potrpežljivosti, delavnosti. Svetal zgled za mlade in starejše. Hvala za vse nepozabne, bogate trenutke in vedno dobro besedo.
Kako bomo pogrešali našo drago Mici. Vedno in povsod nas je spremljala pri nedeljskih mašah, zajtrkih, pri parlamentarni mizi, kosilih, sestankih, vajah. Vedno pripravljena priskočiti na pomoč. Znala je nam svetovati kako in kaj. Podpirati, ko smo omahovali. Bila je vedno vesela in nikdar pokazala skrbi, čeprav gotovo jih je imela. Vedela je in zaupala, da se bodo težave srečno iztekle. Predvsem je bila zelo dobra in velika prijateljica, žena z veliko začetnico. Ljubila je slovensko skupnost in zanjo darovala veliko svojega časa. Tako jo hočemo ohraniti v našem spominu. Hvala, Mici. Ko se vračam nazaj v Buenos Aires, v naš dom San Justo, ko so skupaj z Mici sodelovali pri društvu upokojence, obujam lepe spomine na njo, bila je vedno vesela in dobre volje. Vedno sva bile v stiku, prijateljstvo naju je že družilo veliko let. Pa tudi zadnje čase, ko sem se preselila v Slovenijo, ni mi nama manjkalo pogovora in stika. Pogrešala te bom, draga prijateljica. Z Mici sva se spoznale v našem domu kot članice in odbornice Zveze slovenskih mater in žena tu v San Justu. Vez med nama je že v začetku bila iskrena. Družilo naju je prijateljstvo tudi v osebnem stiku. Srečavale sva se vsako jutro ter hodile dobro uro. Veliko sva se pogovarjale. Vedno je bila pripravljena, tudi druge spodbujala za delo v skupnosti, posebno pa z bolniki in potrebnimi rojaki. Rada je imela vso skupnost, posebno pa sanhuški dom. V brošuri o 50. obletnici našega doma je zapisala: Lepo se počutim v njem in je osebna, a brez dvoma tudi skupna želja, da dobri Bog še vnaprej radodarno blagoslavlja življenje naše sanhuške skupnosti. Draga Mici, vedno boš v našem srcu in blag spomin. Bogu se globoko zahvalimo za prelep zgled verne žene in ponosne Slovenke. Prosimo Vsemogočnega, naj ji bogato poplača toliko dobrega, ki jo pravila v prid celotni slovenski skupnosti. Vedno jo bomo hranili v naših hvaležnih srcih.